Tako, pa nadaljujemo. Če imate baterije polne in kartice prazne, lahko zdaj začnemo s snemanjem. V tem videu si bomo pogledali nekaj zelo osnovnih stvari glede snemanja, v naslednjem pa bomo pogledali, kje snemati oziroma kako izbrati primerno lokacijo. Pa gremo. Najprej postavimo kamero. Kako jo bomo postavili, zdaj če imamo stojalo, stativ, jo bomo postavili tja, če ne bomo pač rabili malo improvizirati. Važno je, da jo postavimo na neko tako podlago, kjer bo trdno stala in nam ne bo treba paziti in skrbeti, da nam kam ne omahne med tem, ko snemamo. Če snemate s telefonom, si lahko tudi sami naredite eno tako improvizirano stojalo, ki ga lahko potem nosite s sabo, kamorkoli greste. Zdaj nastopi pa en problem. Če snemate s telefonom, pač snemate lahko s prednjo kamero, boste videli sebe na posnetku. Kaj pa, če snemate s fotoaparatom? Nekateri fotoaparati sicer omogočajo, da obrnemo zaslon okrog, da se vidimo, ko snemamo. Precej fotoaparatov in kamer je pa takih, ki tega ne omogočajo. Tukaj lahko naredimo en zelo preprost trik, uporabimo ogledalo, ga postavimo za fotoaparat, za kamero in bomo v ogledalu vsaj približno videli, če smo v redu na sliki. Druga točka, molitev. Ja, vem, mogoče se sliši zelo zlajnano, ampak res, tudi sam to prakticiram in mi zelo pomaga. Lahko gledate na to čisto iz psihološkega vidika, da se malo umirimo, preden začnemo snemati, ampak za nas je pa tudi pomembno to, da ozavestimo, za koga delamo in da prosimo blagoslova nad našim delom. Potem pa je čas, da začnemo snemati. Pritisnemo gumb za začetek snemanja in ena stvar, ki je zelo pomembna, pustimo najprej par sekund. Torej, ko smo pred kamero, pustimo par sekund in potem začnemo z govorjenjem. Zakaj? To bomo videli potem v montaži, kakšni problemi lahko nastanejo, če mi takoj, ko začnemo snemati, začnemo tudi govoriti, ali pa tisti standardni problem, da recimo tudi na koncu posnetka posnetek zaključimo in že pogledamo stran. Naučimo se res, da preden začnemo govoriti in ko končamo govoriti, pustimo vsaj 2-3 sekunde časa, ko še gledamo v kamero, potem pa lahko pogledamo v stran. Drugače je en velik problem res pri montaži, ker taki posnetki so skoraj neuporabni oziroma zelo grdo izgleda, če kar naprej pogledujete potem v liste, kjer imate napisane stvari, ali pa da mogoče še govorite, pa že gledate nekam stran. To je stvar, ki jo boste tudi z vajo osvojili. Prej sem omenil, da lahko naredite preprosto stojalo za telefon, če snemate s telefonom, tudi sami. Lahko ga naredite iz kartona, iz lesa, iz česarkoli. Nekaj načrtov najdete tudi spodaj, oziroma nekaj idej, kako to naredite, lahko najdete tudi spodaj pod videom med dodatnimi gradivi. Tako, zdaj je pa čas, da si pogledamo, na kaj je treba paziti, ko izbiramo lokacije za snemanje. Se vidimo na naslednji lekciji.